Kaj se vam zdi, da je taka bistvena razlika v Olimpiji, pač vaše generacije pa naše? Joj, 100% se to spremenja. To vam pa povem 100%. Kako smo mi gor rasli srmašno gore vsi. Danas mladina spod tega ne more si predstavljati, kako smo mi rasli spremno gore. Danas je malo pa preveč razkošna mladina. To se pa strinjam. Ne se ne strinjate. Ne, vse strinjam. Preveč. Jaz mislim, da so otroci danes pač vzgojeni s to idealizacijo tega, da lahko imajo vse, kar hočejo. Mislim, jaz gledam svojo družino, recimo za primer, pač moj bratranec je zdaj star 9, je pač ekstremno razvajen. No, mi tega spod nismo videli. Jaz vem, Jugoslavije, kraljevine Jugoslavije. Moj brat je više Zagreb v službi, pa eno oranži prinese, mi smo prvič to videli, kaj je to je za en sadež. Prvič. 38. leta. Jaz sem bila 8 let stara. Da pa ste bili rojeni? 30-letnica sem. 30-letnica sem, ja. Če ste v vojni? Dve vojne sem že. No, to je malo jugoslovansko, nekdajno pa zdaj. Ne, mame je preveč mladina razvojena. To se strinjam. Preveč. Pač meni se zdi, da se zelo poznal pač na tem, da starši nekako več ne učijo svojih otrok tega, pač kako se obnaša, recimo do starejših. Pa to pa mislim, meni se zdi, da starejše generacije staršev so vedno učile otroke, pač da je treba pač naučile so jih spoštovati. Spoštovati starejšega človeka. Tukaj pa se mi zdi, da ni tako, tukaj pač bodi sam za sebe tam nekje. Preveč podevjana je ta mladina. Mi se zdi, da preveč. Vsega imate preveč. Doči nam je bilo primerkljaja prehrane, pre vsemu, pre volčili pa sploh ni, ker ni bilo denarja, da bi nas bili vsemati. Mi smo dobivali stare cotice hrane, večer stare cote od židov. Moja mama so uredne židovke se dobili, da so nas uvlačili. Prenaredili so vse z rokom, so zašili, malo skrajšali, malo podaljšali, pa tako. To je bilo naše življenje. Skromno, strašno skromno. In jutri je bil koruzni močnik, to je bila hrana naša, do 12. do 3. ure. Kaki južino šoli, pa na kraj spameti nam ni bilo za južino, kdo bi nam pa bi dal južino? Ni bilo niti, sanjalo so nam ne v Kraljevini Jugoslaviji. Jaz sem v Kraljevini Jugoslaviji hodila še v šolo. 3 leta. Potem je pa prišla vojna, te sem pa 1 leto končali, potem sem pod Madžarsko spadla jaz in šole so zažgali, te so pa neke barake naredili, te sem še 1 leto Madžarsko šolo hodila, pa tak nič ne znam Madžarsko, ker so učitelji nič ne znali Hrvaško, mi pa smo Madžarsko ne znali, te vidite, kako taka moždeca pride razkopiti, ne? Ja. Malo tu pa tam smo se nekaj navadili, ampak hudo je bilo za nas. Pač jaz mislim, da zdaj ta generacija pred nami, ampak za vami, zdaj vmes, je pač najbolj vplivala na nek razvoj te politike, da se mi zdi, da tak tisto povojna generacija nekako je vseeno vzgajala otroke s tem feelingom, da morajo biti spoštljivi do vseh, ampak ta generacija, ko je odrasla, pa svojih otrok tega ne učijo. Pač in tega pa res ne razumem, recimo mene je moja mama vedno kultura, pač vedno pri mizi, pozdravi, hvala, adijo, ona že osnova od malega, pač pa vedno tisto spoštovanje, pač stopi sedeš, pač stani se, če pa lahko stojiš, pač recimo to, pač zadnjič smo, jaz se vozim z avtobusom v šolo, pa sedim na avto, pa stojim na avtobus, pa se držim štange, pa je ena punca, neka pač mlada, tak sedi poleg mene. In je bila fora, da je imela poštorno na stolu poleg sebe. In pride ena gospa, pač res z hojico, res stara, pa je se tak se je tresla, pa jo je gledala, če lahko torbo makne. Malo pa slušalke, pa se stran obrne. Pa ne, da mislim, niti na bi torbo, recimo, maknjala, pač to me ne znerviralo. Zelo neolika vzgojena sem za djeco. Ja vam rečem, da zelo nimate spoštovanja do starejšega človeka. Prvo,
se više človek več ni tak razbilni, niti ukrepni, niti nič, ne. Ma tu mu možgani več tak nadelejo. Mislim, da mi tega ne razumemo. Ne razumete? Doći, mi smo pa naše starše razumeli, jaz sem našo mamo razumela, da so že pozabili. Ko so se obrnali pa so rekli, dete, drago, jaz sem te tu ni znala, jaz sem te tu pozabila. Mi smo pa šli na pomoči, da so se spomnili hitro. Danas tega ne. Danas tega ne. Morali bi malo v šoli drugače otroke učiti. Ja, danes imaš, pa tudi to me moti, recimo včasih je bilo znanje privilegij, ne. Ja. Danes pa se znanja pač, diplome pa vse skupaj ponareja pač. Ponareja, ja. Tudi izobrazba ni več to. Če imaš znanja, nimaš glavno, da imaš sorodnike v okolju, da ti pa pomorejo. Je tak? No, vidiš. Jaz vem, moje nečakinja, ker je ona ima res izobrazbo, gimnazija ima, do Čakovcev želimo, ampak zdaj je pa na morju, ne. Njo smo mi vse teta podpirali, da je prišla do tega kruha. Ni bilo denarja za plačati knjiga, pa to. Mi, 3 teta smo bile, mamine sestre, da smo jih podpirali, da ona prišla do poklica. Kaj pa je? Ona je knjigoveznica, ampak dela zdaj v hotelu, vodi hotel. Opa. Ja, hotel v Splitu. Ja. To, ko je napredovala že, ker je res znanja ima. A nečak on pa je dober tudi za elektro visoko napetost, tak kak je to. Nečak to so se brat pa sesenca. Ja. Mi smo iz tete, kot tete pomagali, zdaj pa nimamo nič od njih. Ne, odpisali so me. Tak vam povem, da so me točno odpisali. Niti kaj dobim od staršev, okoli staršev, nič, vse so se vam podelili, oni dva. Ne dobim pa nič. Pa imam 400 € penzijo. Ni to lepo, ampak ne morem priti do nje. Ona je zdaj v toti Vodicah, vidi nek Split ali kje je to, jaz ne vem, kje je to, ne. Ta nečak pa je res še doma na grunti ostal, tisti je res ostal. K njemu se pač tu pa tam vrnem enkrat na leto, pa da ne gledam na grobe. Ker ne mož tam doma počilo, pa starše imam doma, ne. Pa brata pa sestre. Vsi so na isti pokopališču. Toliko da gledam enkrat na obisk, na srečko prišli. To je vse. Nimam pa zdaj kam. Tu sem malo bila jaz. Tu pri Zlatorogu sem blizu, Črveški je Zlatorog. A nisi ti iz Maribora? Sem, samo jaz sem zdaj 3 leta, ko Maribor zaprav pač ono, da bi živela, da sem nekaj prepoznal, boš kaj bil. Ti pa je? Medijo. A ja. Medijo. Ja. Zlatorog je Medijo, ne? Mi smo pravzaprav sosedi in, ampak je bil stavbar tu vmes, zdaj so to vse odselili, zdaj je prazno igrišče, vse prazno. Ja. Mi smo pa te hiše vmes, tu sem jih malo stanovali, ne. In vse je še, ne smem reči, v redu je, vse stranke smo v redu, to je edino mir, je najboljše. Kaj češ, če si spet sam, si sam z mano poslušal? Ja, sem videl z mamo, pač jaz sem izlušla na srednji. Ja. Z mamo živimo skupaj, pa pač jaz delam pač ramizje, mojši. Pač tudi zaradi tega, da si lahko pač za sebe stvari ne pač kupim, da pač za sebe denar, pač da nimam ja, da mi ne radi recimo mama, ker pač ona ima tudi minimalno plačo, ne. Pač da vsaj ima tu spozno. Ja, tu smo, ja, hitro pridemo, ja. Da pa gremo dolgo.